Prav lepo pozdravljeni v oddaji Jezus je Gospod. Oddajo pripravlja katoliška karizmatična prenova in danes vam bomo spregovorili o krstu v Svetemu duhu. Z nami je gospa Marina Zajec. Dobrodošli. Pozdravljeni. Gospa Marina, mi lahko za začetek poveste, kaj sploh je krst v Svetem duhu? To je takšna nenavadna beseda, nekako odročno deluje. Kaj je res? Predvsem moramo vedeti, da ne gre za sakrament Svetega krsta, ampak gre za molitev, ki ima namen, željo, da bi se te milosti, ki smo jih prejeli pri sakramentalnem krstu, začele tudi kazati, da bi postale žive, vidne. V katekizmu katoliške cerkve sem zasledila tudi izraz izlitje Svetega duha, kar je drugi izraz in pomeni isto kot krst v Svetem duhu. Gre skratka za to, da nekako najbolje, da rečem s primerom, če bi imeli zrezek v zamrzovalni skrinji, nam ta zrezek pač ne more potešiti lakote, dokler ga ne bomo vzeli ven, ga odstalili, ga zapekli, da zadiši in potem šele je za nas koristen. Enako smo dobili pri Svetem krstu in potem še pri Sveti birmi zaklade, ki pa smo jih preprosto, žal, odložili na vrh omare, ne da bi škatlo sploh odprli. In zdaj želimo to škatlo odpreti in si ogledati zaklade, ki smo jih dobili. Pa to piše tudi o tem, kaj v Svetem pismu, ali najdete podlago, kje najdete podlago za to? O krstu v Svetem duhu je govoril že Janez Krstnik. Tudi Jezus je obljubil, da bodo krščeni v Svetem duhu, vsaj mislim, da je on osebno to rekel. Vsekakor nam bo poslal duha tolažnika, to so njegove besede. Tako, ja, utemeljeno je seveda v Svetem pismu. Torej lahko najdemo, ja. Ja. Povejte mi, se mi zdi, če rečemo bolj nasplošno, morda nam je Jezus nekoliko bliže, kar je bil na svetu, ga poznamo dobro. Kaj pa bi vi rekli, da je Sveti duh? Kakšna je njegova moč? Ne vem, je to hebrejska ali aramejska beseda ruah. In ima veliko pomenov. Pomeni hkrati dih, dah, duh in veter. In Sveti duh je kakor veter. Ne vidimo vetra, veter veje, ampak vidimo samo njegove učinke. Vidimo, kako se majejo veje, kako listje leti, kako oblaki se podijo po nebu. Enako vidimo tudi pri Svetem duhu samo njegove učinke. Morda je to eden od razlogov, da se ne obračamo nanj. Drug razlog pa žal mislim, da smo nanj preprosto pozabili. Da sicer priznavamo, da je tretja Božja oseba, ampak ne računamo nanj. Morda zato, ker ni viden, nam je še težje? Kako ga lahko malce bolj domačimo, ali kako naj rečem? Jaz bi priporočila vsakomur, da prebere apostolska dela. Tam so to delovanje Svetega duha je opisano na tako fantastičen način. To so zgodbe, da samo strmiš. Zdaj, ne vem, če začnemo že z binkoštmi, ne? Na binkošti so bili apostoli zaklenjeni in zapahnjeni, ker so se tako zelo bali, da bodo Judje ubili tudi njih, kakor so Jezusa. In to kljub temu, da so bili 3 leta v njegovi šoli, da so poznali vse njegove čudeže. In vendar so se bali. Celo ostalega Jezusa so že srečali, pa so bili še vedno zaklenjeni. Ampak vztrajali so v tej sobi, dvorani zadnje večerje, zato, ker jim je to naročil Jezus. Ubogali so ga. Vztrajali so skupaj in vztrajali so v molitvi. In rezultat je bil, privršel je Sveti duh kot silen vihar in kot plameni so se ožgali. A niso se ožgali plameni samo na viden način, v njihovi notranjosti so zagoreli in so šli
na ulice, na ceste in so glasno govorili o tem, da je Jezus vstal od mrtvih in da je on Božji sin. Upali so se, strah je izginil kot megla, ni ga bilo več. To je bil največji učinek Svetega Duha, poleg tega seveda, da so govorili v vseh možnih jezikih, da so jih ljudje razumeli, ampak govorili so tako na glas, da so povzročali hrup. Zato so ljudje prišli do njih, pogledati, kaj se dogaja. In potem so se dogajale neverjetne stvari. Že od Petrove sence, ki se je dotaknila bolnika, so bolniki ozdravljali. Neuki ribič Peter je v eni sami pridigi spreobrnil 3000 ljudi, da so se dali krstiti. Slišala sem duhovnika, ki je rekel, da danes pa lahko on naredi 3000 pridig, pa se nobeden ne spreobrne. Žal. Nekako zgleda, kot da je to samo za izbrance, samo za nekatere ljudi. Ali mislite, da je to res, ali lahko Svetega Duha prejme čisto vsak in deluje v njegovi moči? Prejeli smo ga vsi, ki smo bili krščeni, in še posebej pri Sveti Birmi imamo ga, ampak tako kot sem že rekla, to je zaklad, ki ga nismo začeli uporabljati, še ogledali si ga nismo. Sveti Duh vsekakor deluje tudi v našem življenju. Če povem svoj primer, naprimer, na nekem seminarju, ki ga je vodil pater Mio, sem poslušala s takim navdušenjem njegovo predavanje, da sem si vse pisala, risala, to morajo slišati v naši molitveni skupini, to moram nujno prenesti. Doma bom to takoj zvečer že prebrala, da ja ne bom kaj pozabila. Seveda nisem prebrala ne tisti dan, ne naslednji, in na kar se mi je zgodilo, da sem celo zvezek pozabila doma. In sem prišla v molitveno skupino in sem jim to ponižno priznala, kaj se mi je zgodilo, in povedala, da nimam pojma, niti naslova se nisem spomnila. Ampak sem rekla spet na glas, Sveti Duh, če želiš, da ta skupina sliši to, kar je pater Mio povedal, če se ti zdi pomembno, da to slišijo, me boš ti spomnil. In sem se obrnila k tabli, v veroučni učilnici smo bili, obrnila sem se k tabli, vzela kredo in nisem vedela, kaj bom narisala, ampak sem nekaj narisala. In potem sem se obrnila nazaj in nisem vedela, kaj moram povedati, ampak sem nekaj povedala. In je zmanjkalo besed. In sem se ponovno obrnila k tabli in spet nekaj narisala in spet nekaj povedala, ampak od ene slike do druge pojma nisem imela, kaj moram povedati. Na koncu sem vprašala, če sem povedala vsaj približno tisto, kar je povedal pater Mio, in je gospa, ki je bila z mano na tem seminarju, rekla, ja, vse. To je, Sveti Duh deluje, pa ne samo v takih zelo pomembnih, posebnih rečeh, tudi sicer. Ni slučajev, to je prva stvar, ki jo moramo vedeti. Ni slučaja. Če srečam znanca na cesti, je to Bog zrežiral, ker ta znanec morda potrebuje mojo besedo, mojo ljubezen, mogoče mojo pomoč, ali pa Bog želi meni po njem dati svojo tolažbo ali nauk ali karkoli. Marina, kako pa vi vidim konkretne primere delovanja Svetega Duha v vašem življenju? Kako pa vsak dan kličete Svetega Duha? Kako ga vpeljujete v svoje življenje? Ste me spravljali v zadrego? Morda po znancih, tako kot ste že začeli? Pravzaprav se nanj spomnim največkrat takrat, ko sem v stiski. To sem se naučila že pri svoji mami. Kadar ni vedela, kako naj nas vzgaja, je začela klicati Svetega Duha. O, Sveti Duh, pridi. Torej, uporaben tudi pri vzgojnih metodah. Ne vem, če sem dobro vzgojena, potem ja. Kaj pa, ko recimo kdo zboli ali pa čisto vsak dan, ko kuhate za svoje otroke, ga takrat tudi kličete ali se morda na druge? Moram priznati, da ga ne kličem takrat. Kadar kuham ljubezen. Takrat mislim na tiste ljudi, za katere kuham, bolj kot pa na hrano, ki jo pripravljam.
Na Svetega Duha se pa ne spomnim, priznam. Kako pa bi vi dali napotek morda našim gledalcem, kaj naj delajo, kako naj povabijo Svetega Duha v svoje življenje? Kako naj povabijo? Mislim, da to ni nič težkega. Samo rečeš, on je veter, veje, kjer hoče. In je navzoč, kadarkoli želimo, bo privršel. Ni neke posebne metode za to. Dragi gledalci, kot vidite, Svetega Duha moramo le klicati. Z vami bomo spet po kratkem premoru, ko bo z nami druga gostja, gospa Monika Cviren.
Dragi gledalci, cenjene gledalke, dobrodošli nazaj v oddaji Jezus je Gospod. V drugem delu je z nami gospa Monika Cviren. Dobrodošli, Monika. Živijo. Monika, začniva še z enim vprašanjem o Svetem Duhu. Mislite, da je danes še aktualen? Ga vi živite, ga vi čutite? Ja. Zanimivo je, da Sveti Duh je aktualen ravno tako danes, kot je bil tisti hip, ko se je izlil na učence. To je dokazala tudi tista skupinca, ki je takrat molila, iz česar je pravzaprav prenova izšla, takrat se je začelo ta tok prenove v duhu, kjer so mladi s takim žarom začeli prositi Svetega Duha, če lahko deluje točno tako, kot je deloval takrat. In to je dokaz, da ravno tako, kot je takrat deloval v tisti zgornji izbi, lahko deluje tudi danes. In v vašem življenju deluje? Deluje. Konkretni primeri? Deluje najbolj močno, jaz osebno lahko to pač izkušnjo povem, takrat, ko se pripravljam na molitev. In včasih nam je težko, vsaj meni osebno, včasih težko iti v molitev, težko se pripraviš, ne veš, kako bi se približal Bogu in takrat pokličeš Svetega Duha. Pomagaj mi dejansko tam, kjer je Bog, kjer je Jezus, je drugačen svet, kot je ta naš svet. Pomagaj mi vstopati v ta svet, pomagaj mi vstopati v to Božjo prisotnost in Sveti Duh pride takrat, ko ga kličeš. Enostavno pride. In pomaga. In pomaga. Gospa Monika, danes govorimo o izlitju Svetega Duha. Ste ga vi že doživeli? Ja. Izlitje je en poseben dar, ki ga dobimo nezaslužno. Ne glede na to, kako smo dobri, kako smo, teološko izobraženi, kako smo, karkoli, včasih se zdi celo, da so to ovire in da enostavno moramo čisto res kot otroci biti, tako kot je Jezus rekel, preprosti in s preprostimi besedami klicati k njemu, ga prositi, naj pride s svojo močjo, ker ta ponižna drža, da rečemo pač, da smo ubogi, da priznamo to, da smo nemočni, da ne zmoremo, po moje ta ponižna drža je tisto, kar nam odpira vrata, da lahko Sveti Duh vstopi. Je vas doletel kot strela z jasnega ali ste se nam pripravili? Me še doleteva. Kot strela z jasnega pride. Se zgodi res prav nenavadno, včasih res z veliko močjo, včasih bolj nežno, ti dotiki so zelo različni. Lahko povem eno tako zanimivo pričevanje, ko sem enkrat zvečer bila zelo utrujena in sem šla teč ven, za nobeno rabo nisem bila in sem potem dobila tam na eni taki samotni poti, tisti večer, je bila samotna, čez dan je bolj obljudena, en tak občutek slabe vesti in sem rekla, joj, mogoče bi bilo bolj, če bi zdaj molila, namesto da sem šla teč, tako meseno se obnašam, tako sem si mislila in tečem tam. In ker naenkrat se dejansko izlije Sveti Duh. In to je bilo ena taka radost, eno tako veselje, kot da bi že zdaj ta trenutek živela v nebesih. Iz nič, tam na eni poti, čisto bom rekla tako v vsakdanjem trenutku, v vsakdanjem življenju. In kako veš, da se to zgodi. Res ena taka radost pride nenavadna, ki ni človeška, ki je res dejansko nadnaravna in te dviga k Bogu. To je tako veselje, ki ti da veselje in hrepenenje po Bogu in veselje do molitve, veselje do tega, da se spremeniš, da bi zaželel si zaživeti spet na novo, pa spet bolj v polnosti, pa še bolj tako se približati Bogu. Hrepenenje, tako bi jaz rekla. Ko ste prvič doživeli izlitje Svetega Duha, ste vedeli, da je to? Ali kako sploh izgleda, kaj se dogaja, kako vedeti, kdaj je izlitje in kdaj je samo molitev? Moje prvo srečanje pravzaprav s Svetim Duhom je bilo prav v molitveni skupini, sem hodila na en seminar, s tem sem začela pravzaprav hoditi v molitveno skupino in sploh nisem vedela, kaj pričakovati. Ampak je bil ta seminar tako dobro pripravljen, da nas je vodil prek določenih, mogoče tudi znanj, pričevanj, vsega do tega, da smo nekako spoznali to tretjo Božjo osebo, ki je do takrat, moram reči, tako iskreno, nisem niti vedela, kaj bi s tem. Takrat so se začeli prvi dotiki, so bili pa v začetku zelo nežni in zelo taki, da nisem bila čisto sigurna, ali je to ali ni to.
Tako da sem potem vprašala duhovnika, kaj bi to bilo, in jaz sem dobila potrditev, ja, kar odpri se, ne se bat, prepusti se, pri Bogu je samo dobro, a ne. Prav zdaj, ko ste omenili strah, sem pomislila na to, da velikokrat je pri nas ovira, da se bojimo, da niti ne želimo, da bi kdo drug vodil naše življenje. Ampak če pride Sveti Duh, potem se mu moramo prepustiti. Kako bi to komentirali? Ja, točno tako je res. Ne, zato, ker, jaz mislim, da je to zato, ker v bistvu gremo nekam v neznano, a ne, in se bojimo, kaj bo tam. In vedno obstoja pač ta, ja, lahko rečeva tudi strah, ne, kaj zdaj to je, a ne, ni tistega popolnega zaupanja Bogu, a ne, da bo res tam vse v redu pa dobro, a ne. Potem je to, ne, vse moraš spustiti, vse moraš se odreči vsemu, ne. Zdaj bom pa vse zgubil, se pravi in dobro in hudo in vse bom zgubil, ne, in te nekako ne, to pa jaz ne bi dal, ne. Uvire, a ne. In potem, ko ti pa uspe to, vse spustiti, ne, in reči, lej, Gospod, tukaj se dajem v tvoje roke, kar bo pa bo, a ne, takrat se pa odpreš in takrat šele Bog lahko deluje, ker nimaš tistega, Bog spoštuje našo lastno voljo, on ne bo deloval prek nas, če mi to ne želimo. Se pravi, moramo najprej sami sebe premagati, svoje strahove, predsodke tudi, a ne, in te stvari, da potem se lahko toliko odpremo Bogu, da lahko vstopi. In kaj bi predlagali našim gledalcem, kako vstopiti, kako priti do izlitja Svetega Duha? Kaj je prvi korak, ki ga lahko mi naredimo? Mislim, da je zelo težko dati tak univerzalen recept, ker vsakega Bog nagovori na njegov način. Žal, marsikoga tudi prek težke izkušnje, prek kakšnega trpljenja, prek bolezni, prek stiske. Zato, ker prej ne spustimo. Ker enostavno včasih moramo priti do ene take skrajne točke, ko rečeš, da pa ne zmorem več. Zdaj mi pa samo še Bog lahko pomaga, ne. Ampak seveda, lahko prej Svetega Duha dobimo. Ni treba, da pridemo do te skrajne točke, pridemo zato, ker smo včasih malo trdi, ne. Jaz mislim, da samo odpreti se, iskrena molitev, seveda, pomaga branje Božje besede, odpiranje se v molitvi, pomaga zelo molitvena skupina, ki ti pomaga sploh v katero smeri, da ne zabredeš, da ne zaideš, skušnjavc čaka, ne? Mislite, da lahko pridemo do tega sami ali je boljše iti preko skupine? Kako? To, da mislimo, da pridemo sami, je velik napuh. In tukaj nas lahko čaka veliko pasti. Zato jaz mislim, da rabimo pomoč, več pomoči, duhovnega spremljevalca, nekoga, komu zaupamo, sakramentalno življenje, molitveno skupino. Fajn je, da smo obkroženi z ljudmi, ki so enakega mišljenja, da se spodbujamo, ker ko si takrat, ko si dol, a ne, da ti drugi pomagajo, da te spodbudijo, da te ukrepijo, in takrat, ko so drugi dol, da ti pomagaš drugim, ne, da rečeš, lej, če meni Bog pomagal, sigurno bo tudi tebi. Tako. In ko se zgodi izlitje Svetega Duha, pridejo tudi kakšni darovi, kakšne milosti. Kaj je potem drugače? Zakaj bi si sploh želeli? Ja, pridejo raznorazni darovi. Varovati se moramo tukaj, da bi jih prepoznavali sami. Dobro je, da prepustimo to drugim, da drugi opazijo, nam drugi povejo. Največji dar pa se mi zdi, da je dar ljubezni. Tudi potrpežljivosti, dobrotljivosti tega. To je največji dar. Ste tudi vi prejeli kakšen dar? Tudi. Zdaj v povezavi s Svetim Duhom uporabljate tudi v vsakdanjem življenju? Ja, seveda. Najbolj sem pa seveda hvaležna za dar ljubezni. Bi morda povedali še kakšne pasti, ki ob tem iskanju in izlivanju Svetega Duha naletimo nanje? Ja, mislim, da je pasti veliko na vsakem koraku. Ena večjih je prav ta, da bomo sami prišli do nečesa, da bomo sami našli rešitev. Ker takoj, ko začnemo to misliti, seveda misliti, kot je Sveti Ignacij rekel, ne, imamo tri. Je naša, je Božja in je od tistega, ki ga ne želimo slišati. Ne? In dokler sami nismo v taki povezavi z Bogom, in včasih se preizkušnji zgodi, da pač nismo v povezavi z Bogom, ne?
smo v nevarnosti, da slišimo stvari, ki jih radi slišimo, pa niso povezani s tistim, kar je dobro za nas. Ker v bistvu, ko vstopimo v nek greh, je videti dober. In tle smo v nevarnosti. Morda še zadnje vprašanje. Kaj je tisti prvi korak, da bi si želeli priti k Svetemu Duhu? Kaj naj naredimo? Tako kot sem rekla, se mi zdi, da je treba kar več stvari se oprijeti, ali kako bi rekla. Jaz sama sem začela s branjem Božje besede. Mene je to zelo, mene še danes Božja beseda neizmerno nagovarja. Ker se mi zdi, da je, mogoče bo kdo rekel, je zastarelo, ne vem, ampak ne, je živa. Če berem kakšne, tudi take, čisto preproste, družinske probleme. Pred 3000 leti so bili čisto enaki, kot so danes, ali pa pred 4000. Tako, tle smo pač v tem pogledu nismo šli dosti naprej. In tam noter začneš, tudi v Stari zavezi, ti vidiš, kako je Bog deloval, in če je takrat deloval, sigurno deluje tudi danes. In te krepi, to te jača. Zdaj, kdor tega ne zmore, je lahko pomoč molitvena skupina. Tam recimo s pesmijo, ko slavimo Boga, ko se pač odpiramo za delovanje Svetega Duha, dajemo priložnost Svetemu Duhu, da pride, in mogoče bo na ta način kdo, na lažji način, prišel do izlitja, ali pa saj do vedenja, do spoznanja, mogoče sam do poti, ampak je že to dovolj. Vsak majhen korakac je, ki gre v pravo smer, je super. Monika, najlepša hvala. Hvala. Dragi gledalci, po kratkem premoru bosta Marina in Monika za nas tudi molili. Hvala, da ste bili danes z nami in se vidimo prihodnjič. Ne odustaj, kad kušnje stignu te i kada misliš da si ostao sasvim sam. Bog je uz tebe, on silno ljubi te, za tebe sprema velika djela i najljepše stihove u pjesmi tvog života. O tebi ovisi, hoćeš li ustrajati i milost primiti koja iza kušnje dolazi. Jer netko Bogom dan na tvoja vrata će pokucati, on će tvome licu osmijeh vratiti. I bit ćeš mu stalan gost u molitvi. Ti zaslužuješ sve, ti zaslužuješ sve što daje ti Bog, sve najbolje. I ne boj se, ljubav primiti, brzo naučit će
Dragi gledalci, vabim vas, da se udobno usedete, morda zaprite oči, da boste lažje zbrani in se prepustite molitvi. Oče, v imenu Jezusa Kristusa te prosimo, blagoslovi vse te ljudi, za katere te zdaj prosimo. Naj pride Sveti Duh in iz njih izčisti vse tisto, kar jih oddaljuje od tebe. Naj Sveti Duh zaveje v njihovi notranjosti in prebudi v njih ljubezen do tebe. Naj prebudi v njih navdušenje, naj izgine iz njih vsakršen strah. Prosimo te, Sveti Duh, ti vse te ljudi napoji z ljubeznijo Očeta, z ljubeznijo Jezusa Kristusa. Ti, Sveti Duh, jim predstavi Jezusa, seznani jih z njim, da bodo prepoznali, da je Jezus Bog, živi Bog, ki je vedno z nami, ki nas ljubi, da se ne bodo bali ničesar, ker so v rokah Boga, ljubečega Boga. Pridi, Sveti Duh, pridi, kličeva te zdaj na vsakršno stisko, ki jo doživlja ta, ki gleda to oddajo, na strah, na nezaupanje, nevero, šibko vero, na mogoče predsodke, na kakršnekoli ovire, ki bi ločile katerokoli osebo od tebe, od tvoje navzočnosti, od tvoje prisotnosti. Pridi, Sveti Duh, na vse prošnje, ki so zdaj izrečene. Ti poznaš vsakega posebej, ti veš, kaj ti izreka, in prav to, na to prošnjo te kličem, Sveti Duh. Kličem te tudi na fizično, psihično, duševno in duhovno ozdravljenje. Pridi, razlivaj se s svojo močjo, svojo neizmerno močjo, vse te osebe. Gospod, pri tebi ni nemogočih stvari. Ti si nas ustvaril, ti si nas stkal v materinem telesu. Ti nas poznaš bolj, kot nas pozna kdorkoli, kot nas pozna naša lastna mama. Ti si moč, ki izvira iz samega Boga. Zato te prosim, da se s to močjo zdaj udejanaš vseh, ki te prosijo, iskrenega srca, z močjo, z ljubeznijo. Pridi, Sveti Duh. Pridi, Sveti Duh, z močjo veselja, z močjo poguma. Pridi, Sveti Duh, z vsemi tistimi darovi, ki jih vsakdo od teh gledalcev potrebuje. Ti veš, kaj potrebujejo v svojem življenju, da bodo lahko izražali tvojo navzočnost, da bo vse njihovo življenje izžarevalo ljubezen, tvojo navzočnost, tvoje moči. Pomagaj, Gospod, pridi z močjo. Pridi, da bodo zgled ljubezni, da bodo privlačna luč. Pridi, Sveti Duh, da bo po njih zasijala tvoja luč vsem, ki z njimi živijo. Pridi, Sveti Duh, pridi zdaj. Kličemo te, Sveti Duh, pridi zdaj, pridi z močjo, pridi na vsakega od teh, ki so tukaj. Očisti v njihovih srcih vse žalosti, iz njihovih spominov izperi, izplakni vsako žalost, vse bolečine. Pridi, Sveti Duh, pridi in jih prenovi, naredi jih nove, naredi jih sposobne za svoje namene.
Pridi, Sveti Duh, pridi zdaj, pridi, Sveti Duh, kličemo te, ki je na novere. Hvala ti, Sveti Duh, ki zdaj trenutno močno deluješ. Hvala ti za to tvoje delovanje, hvala ti, slava ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Amen.